Dober dan. Hello. In hvala za ponoven obisk v studiu Manj je več. Hvala tebi za povabilo. Tako je. Čeprav smo se samo ponudili. Res, smo nekako bili vzajemni. Ja, tako je. Dobro, zdaj tole naštiman, recimo, da bo. Dobili smo se prvič pol leta nazaj, mislim konec decembra. Ja. Se pravi, še malo pa bo pol leta. Ne? Še preden smo zalaufali. Ja, ja še preden smo sta zalaufala za stvar. Se pravi, košarkarsko društvo oziroma klub v Moravčah. Ja. In smo razlagali o tem, kakšne so pričakovanja, predvidevanja, glede samega razvoja in tako naprej. Se pravi, hipotetično smo se pogovarjali. A ne? Ja, v bistvu je bila pač ja. Je bila še ena od idej, ne? Ki smo jo hoteli razviti. Ja. Zdaj po 5-6 mesecih je pa stvar zrealizirana. Ja. In zato smo danes tudi tukaj, da povemo par stvari o tem, kaj se trenutno dogaja, kaj se je zgodilo, kaj se bo zgodilo na področju košarke v Moravčah. Tako je. Ne? Tako da, jaz sem si kar par stvari zacahno, veš, tako da, super, da ne blebečemo, pametni pišemo. Tri krasne, veš. Vsaj en pripravljen. Ja. Ej, kdaj potekajo treningi? Ker takrat je bilo rečeno, da bo 2-krat na teden, zdaj, a je to še vedno drži? Čisto isto je, tako kot smo rekli. Aha, okay. Od 1. do 3. imajo 2-krat na teden termin, pol od 4. do 6. pa od 7. do 9. Ne? Aha. Eno ekipo smo že malo razdelili, tako da so že v 14. Ja, da že trenirajo na celi dvorani, drugače na tretjine. Tako da bo pa še, mislim, plan je, da gremo vsaj na 3 termine na ekipo. Ne? Čeprav v bistvu v 14 imajo 6. razred, imajo že 3-krat na teden. Se pravi, da ene smo... je v bistvu toliko otrok, hvala Bogu. Ja. Se to, naslednje vprašanje bi bilo točno to, koliko je pa dejansko bilo vpisanih, koliko jih dejansko hod, kakšna je struktura, koliko je dečkov, koliko je deklic, da malo o tem povete. Ali jaz pa. Se pravi, januarja smo štartali, v začetku januarja, vpisnice so šle ven, reklama je šla ven. V bistvu sva pričakvala v štartu ne toliko otrok, ne, za štart. Pa tudi, pač rekla sva, gremo za štartati, sva mislila, bomo za štartali, pa počas stopnjevali. Ampak v bistvu je bilo že kar v štartu, je bilo neverjeten odziv. Glede košarke v Moravčah, sami pozitivni komentarji. In v bistvu, pri številki smo zdaj že pri 80. Ne? Ja, zdaj že 80 otrok, ne? 82, 80. V bistvu vseh članov v društvu, v klubu je pa že kar 100. Ne, z vsemi, pa zdaj imamo tudi več trenerjev, že zato, ker sama pač ne moramo vse podelati, ker je že toliko terminov in raba pomoč. In na tem mestu bi rad se zahvalil Janu, Jan Peterka, ki nam v bistvu pomaga zraven pri razvoju otrok. V bistvu je prevzel selekcijo od 1. do 3. razreda in se mi zdi zelo super fant za razvoj teh najmlajših otrok. No. Tako da smo zdaj 3 trenerji. Eden je še v pogovoru z nami, da za naslednjo sezono, da gremo res v popolni postavi tudi z vidika trenerskega štaba. Tudi plan je septembra v ligo iti, zdaj kaj je toliko otrok. Se pravi, imava plan U10, U12, U14 plus U12 punce. Ker punc imamo pa tudi, mislim, da jih je zdaj 15. 16, ja. V bistvu, jaz sem kar zelo pozitivno presenečen tudi glede punc. No. Nisem pričakoval, da bo kaj odziva iz strani nežnejšega spola. In sem zelo vesel, no, tudi glede tega. In punce so krasne, zagnane, tudi fanti so, vsi so zagnani. In septembra, se pravi, zdaj temelje smo postavili. Glede košarke, glede kluba, zdaj pa sam naprej graditi na tem.
biti pameten, ne se zaletavati z glavo skozi zid, ampak lepo premišljeno delati naprej, graditi na teh temeljnih. Koliko otrok je pa prišlo k vama s predhodnim znanjem? Tukaj smo vsi več ali manj, otroci so štartali z nič znanja. Tako da smo in od 1. do 9. da smo začeli od začetka. Zdaj po teh 3 mesecih je že zgleda, koliko je treba. Nismo še v oranka pogonu, ampak grejo. Mislim, tako je rekel Aljaž, vola je, energija, na vseh treningih so malo kdaj, da manjkajo. Res, ja. Tako da je skoraj 100% udeležba na vseh treningih, kar bi to spet pohvalil, ne? Da je toliko vole za trening, za te stvari. Ne? Pa podpore doma, verjetno. Tudi starše je treba tle v bistvu pohvaliti in zahvaliti. Starši pohvaljeni. Ja, hvala starši. Da v bistvu zaupajo nama oziroma nam trenerjem, z Janom Ured, da nam zaupajo otroke. Ne? V bistvu zgleda, so prepoznali, da pač delamo prav z njimi, ker tukaj v prvi vrsti se je košarka, ne? Ampak že jaz na sebi vidim, pa verjetno tudi imajo, da prek športa smo se veliko naučili tudi življenjskih stvari, glede obnašanja, bontona, raznih takih stvari. Se to je bil moj naslednje vprašanje. Kako izgledajo čisto na hiter v treningi? Struktura, recimo. Ja, čisto enostavno, ne. Ali je po, mislim, je nek predhoden plan, pa nagajate na dnevno formo razpoloženje. Mislim, mi se tudi večkrat trenerji dobimo, delamo zapiske, zapisujemo si treninge, prisotnost otrok si zapisujemo. Pa tudi v bistvu fajn je pripravljen priti na trening, da veš v bistvu, kva delaš, da vidiš, kaj manjka in delaš na tem. Valjda v štartu ne moramo mi delati taktike, pa nekih akcij, ker tukaj so fantje pa punce prišli brez košarkarskega znanja, pustimo zdaj, ne da so brez, da niso športniki so vrhunski, ampak vidi se pa pač, da ni bilo v Moravčah košarke, ne? In tega predznanja košarkarskega tukaj to manjka pri teh otrokih, ne? In na tem delamo dele že teh par mesecev in je razvoj enkraten, res, in v bistvu trening zgleda bolj tako, da zdaj zaenkrat bolj delamo na individualni tehniki, podaje, dribling, menjave, take zadeve, met na koš, take zadeve, dvokorake pa to. In se pravi, in je napredek super. A splošna pripravljenost pa pravite, da je v redu? Ja, ne, super, res super. Nad pričakovanjem, verjetno? Ja, res, nisem pričakoval tako, no. Pa iz kakšnih družin to prihajajo, pol otroci? Razno. Ja. Mešano. To je pa... V bistvu ne moram verjeti, da je Moravče, da primore toliko različnih... Mislim, pozitivno govorim. Ja, luštan, Toliko različnih karakterjev, ker tega prej nikoli nisem jaz počel, on je to že 20 let v tem in mi je zanimiv, ne. Recimo, da govorimo 80 otrok in vsak je drugačen. In starši drugačni, otroci drugačni, ampak v pozitivnem smislu. Se pravi, to je top, da malo spoznavaš, pa tudi pol prijemi so malo drugačni na treningih. Do njega tako, ne. Njemu to manjka, moramo to malo popravljati. Se pravi, to se med sabo tudi dogovarjamo. Se pravi, tukaj je fajn, da imamo Majo take, glede tega res velik strokovnjak na področju dela z mladimi. Jaz se nimam kaj, se imam za joko. Ne, pa resnica je, viš, ko pol me na malce upele. Ne, pač povem po resnici, jaz sem, glede tega sem laik, pač nov sem v tem znanja, imam v košarki, nisem pa nikoli trener še bil, ne. Pedagogika pa je ena druga zadeva. To je čist druga zadeva, ne. In se pravim, hvala Marjan. Ja, pa poskusimo z vsakmu posebej, individualno, ne tako, da je ekipno, takole je treba manjavati, tako, kot ti paše, ne. A veš, na človeku je treba delati, ne na tem, ko sem se jaz spomnil, da je to dobro. Ja, tako je. Enemu tako paše manjavo narediti, enemu tako, ampak
nikoli ne moreš reči, da je narobe, zdaj to je pa prav. Ne. Tako da super, no, tudi se pogovarjamo tako od življenja, mislim, s tam malimi, mislim, od življenja, od šole, od teh stvari, ne. Od punc. Ni, Če ima kdo že kakšno punco. Ja, vse je od življenja. Ja. Ni samo poanta ta basket, zdaj mu pa, ne. Ja, se tako se tudi povežeš pol z njimi. Ne se pravi, tudi ekipe se delajo, družijo se med sabo zdaj. No, tega v štartu ni, ne, jaz se parih tako vidim, ne. Pa so kakšnega malo na stran daje, a ne? In ti kar tako malo... No, to sem hotel vprašati. Nisem ekipa, ne? In zdaj to vidiš po teh parih mesecih, da to je že kar, kak so prej, ne? Ka ni bil športnik, ne? So mislili, da se ta pa ne bo, ne? In zdaj so videli, da je tudi on napredoval. Zdaj govorim primer, ne? In vidijo, da napredujejo tudi te, ki so bili v bistvu ne odrinjeni, ampak ki ne najdem izraza. Ja, niso jih sprejeli teh, ne? In zdaj so kar vsi povezani naenkrat. In verjetno zdaj se čutijo sprejeti. Ja, in je top. Razumeš, ne? To je vrhunsko videti, res. Ustvarja se v bistvu ena taka subkultura v Moravčah. Ja. Mislim pa v našem primeru, res. In je tudi prav dobro videti, ker že čakamo na trening, pa ko vidiš, da skupaj hodijo, ne. Pa da so frendi, da je to, ne. Pol je v bistvu v skladu s pričakovanji, ali pa še malo presežen, saj ta športni duh. Jaz sem ponosen na to, kar smo naredili, res sem ponosen. Ne, da bi si zdaj hvalil, ampak mislim, da lahko tudi zdaj že nekaj pokaževa, ne. Tako smo se prvič dobili, sva sam lapala, ne. Mislim, imela sva ambicije, nisva pa mogla nič pokazati, ne. No, zdaj pa lahko, mislim, da lahko veliko pokaževa in jaz sem ponosen. A uniforme imamo že? Zelenkati. Zelenkati. Kaj so lepti, toliko smo bili zdaj v Kamniku. Kaj ste imeli to Kamniku? Smo igrali tekme, igrali trening tekme, smo kar cel klub odpalali. Kamnik, tam smo dali na tretjine dvorano in smo igrali. In to je bilo super za videti, ker so vsi v teh zelenih majicah smo šibali gor. Po uni dvorani posod smo bili kar svetali, kar krasničke, lušne. Super. Fino. V petek imamo še iz puncem, tam malim prav, da jo samo one igrale. Ta velike punce igrajo s fanti, zdaj že čist. Skoraj da ne enakovredno. Dve sta sploh napredovali, ki sta na vseh treningih. Ja, se pozna verjetno nekdo, ki pride čist. Ena se je pa poškodovala, je nekaj zlomila nogo. Na treningu. Je že zdaj ukusla pač. Ampak vse plati. Stavni del. Tako da tudi punce so, tudi starejše. Borbane, vse. Zdaj se malo menimo, da bi v Moravčah trenirale, da bi pa igrale pa z enimi drugimi ekipami, ne s puncem. Ker do U14 lahko punca igra pri fantih. Ampak mava midva, to govori zdaj on za starejše te, od 7. do 9. punce, ki jih v bistvu ni za celo ekipo. Od teh U12, ki sem pa govoril v začetku, jih je pa 15 in bojo imeli svojo ekipo, pač bojo nastopale pod Moravče. Zdaj za te starejše imamo pa plan, da bi, se smo malo tudi že debatirali med sabo, pa tudi starši bomo se malo pogovorili, ker želja je pri puncah, ampak midva bi rada zdaj ponudila, vse je fajn trenirati, ampak nagrada je pol tekma, ne. In zdaj, da bi ti sam treniral, pa brez nobene tekme, to je dolg čas, ne. Fajn je tudi malo, da vidiš nasprotnike, da se malo primerjaš med sabo. Se pravi, zdaj počas prihaja tudi to na vrsto, ne? Tako. Se pravi, zato pa septembra imamo zdaj plan v 4 lige iti. Zdaj imamo tudi razvoj. Zdaj majice svoje imamo, oziroma barve smo najdeli, smo se odločili za to barvo. Dobro je. Jaz sem zadovoljen. Pač Slovenija, zelena barva, Moravče, veliko gozdov, pač na to, kaj, a ni res? V logotu je trdnjava, kaj tudi v moravškem grbu, v Libiji so vse v povezavi z Moravčem. Tako. Zdaj razvijava... Simbolizma ne manjka. Ne. Zdaj razvijava dres, kakšne bomo drese imeli, kako bo dizajn, kako to...
je kar dela na tem, no, zato ker nočeva že v startu, da nam bi bilo žal, polka bojo že dresi, ampak ne. So v fazi razvoja. Z eno ekipo iz Ljubljane, pač, ki se s tem ukvarja. Smo v fazi razvoja dresa. Imamo tudi plan. Prav naslednjič prijete od dresih. Ja. Še kako lepo gradimo. Ja, step by step. Step by step. Ja. Se pravi, so starši zadovoljni. Ja. So, ne. Jaz, kar jih vidiš po obrazih, pa tudi na tekme zdaj, dvakrat smo imeli, jih je ogromno prišlo, ne, pa to je bilo ful dobro videti. Ne, mi se itak trudimo, mi delamo. Ne. To oba dva rada delava, Jan je itak fantastičen pri tamalih. Kako se dvorana obnese? Super. Vse. BP. Ja. Ja. Iz teorije v prakso. Ja. Ne, super je. Ne, dvorana je. Zdaj samo treba koristiti. Vi jo boste kar. Ja. Že zdaj imamo 9 terminov na teden, ne? Pa še zjutraj 2-krat na teden krožek pred uro. Tako da ja, smo že kar. Sprav te informacije pa to so zaenkrat na Facebooku. Na voljo. Ja. Spletna stran že obstaja? Ne še. Ne še. Je pa tudi v fazi, sicer Je smo še v pogovorih. Okay. Ko gremo v ligo, bomo tudi verjetno štartali spletno stran. Ampak ja, zaenkrat je pa Facebook stran, ki je tudi ker na par dni malo osvežujemo, pa dajemo gor nove stvari, pa da starši vidijo, pa ostali, ki jih še niso upisali v klub, ki vem, da jih bo še prišlo. Mislim, upam, da sicer se pa vidi, ne, otroci tudi med sabo govorijo in jim je lušten, ne. On unga pripelje, on tega, on to, ne. Verjamem, da bo kakšen tudi šel, sploh od teh mlajših, ki bo probal veliko. Vse prav, da probajo več športov, ne? Tako sem jaz bil fuzbaler, ne? Spider, Moravški Spiderman, golman. Tisti, ki še ne veste, no, sem bil golman, v tej priliki bi se rad pohvalil. Sem bil zelo uspešen. In ja. Tako eno, spletna stran bo. Ja, bo. Ampak je veliko dela. Veliko dela je s tem straniranjem, z vodenjem. Pa še vse to zraven. Pa da vse skupaj dobi eno celotno podobo, ne samo grafično. Se pravi, delamo. Non-stop. Zdaj je, koliko smo rekla, da se pripravljamo na ta dan, ne? Kaj bomo na koncu pol povedala. Priprave, to so kar zalogaji, mislim, da to se funkcionira, ker mi dva sva rezervirala določeno število, da jih malo nisva vedela, koliko jih bo šlo na priprave. Dajte to povedati v zvezi s pripravami. Zdaj je prijav ful več, kakor smo mi rezervirali. Zdaj iščemo še dodatne rešitve. Rešitve, da to spravimo. Ampak bomo vse rešili. Kot sva rekla. V pogovorih se udrijo tam, ko bomo na taboru. Gremo od 17. do 22. avgusta za 5 dni. Bo v bistvu en tak košarkarski tabor, prvi v zgodovini moravške košarke. Sprav konec avgusta. Tako. To je bil v bistvu edini termin, ki je bil še fraj. Zato, ker nismo mogli prej rezervirati, ker še ni bilo kluba sploh. To je treba že okrog novega leta rezervirati. In zdaj, glede na to, koliko ima število otrok, smo rekli, gremo speljati še ta tabor, ki upam, da bo tradicionalni vsako leto. Ki bo v spredju bo košarka, ampak ja, to bomo zraven plaže, v bistvu zraven morja in bo tukaj še veliko ostalih športov. Ker nočemo, da se jim košarka, po domač povedan, zagab. In bo tukaj v bistvu balans. Ja, tako. In bo tukaj, se pravi, košarka bo v spredju, bo pa zraven še en kup vodnih športov, odbojka, tenis, fuzbal. Pač vse je to, da se bomo imeli mi lušten, otroci lušten, pa da bojo vsako leto, da se bojo na te stvari udeleževali. Kako pa preostal del poletja pol? Bo tudi kaj se še dogaja poleg teh priprav? Ja, mi bo vsak dan bova. Plan je. Vsak dan bova na igrišču. Če bojo hoteli. Mi dva bo tam, se pogovarjamo, tiskamo čas, ko me voljo bo prišel, da naredimo
individualno še naprej, še korak naprej. Ne. Ker septembra, kot smo rekli, gremo v ligo, ne. In zdaj le ta poletje lahko mi ful velik pridobimo. Ne. Ja. Ne, tako da mi do avto dom tam in bo Kampirala. rošti parkirala tam na parkirišču, ne, pa Spravno tudi ostali pridejo. Ej, to pa zmeraj. Ne, je plan, ja. Že zdaj je že veliko interesantov, ki bi že zdaj noter trenirali vsak dan. Ne. Ampak ja, pač ne moramo imeti lih vsak dan treninge. Niti po pravici povedano, mi smo pol leta delujemo, niti finančno nam ne more znesti. Ne. Pač iskreno povem, da. Ampak ja, tudi na tem gradimo in se pravim, temelji so postavljeni in sam gasno. In ja, polet imamo pa plan, da bi na voljo bo vsak dan in bomo v zuniji lahko trenirali, se pravim, tisti, ki bo želel, bo lahko zraven. Se ta poletno obdobje se pa začne, zdaj pa mislim, da lahko že pridemo na tisto zadevo, se pa začne na en poseben način. Ne? Ja. Se pravi, kaj se zgodi konc junija oziroma 22. junija? Čez en mesec v bistvu do danes. A jaz lahko. Seveda. Daj se, dopolnjujte se. Bo. Drž me. Ja, v bistvu, ja, hvala, ker si začel to temo. 22. junija je v bistvu en začetek, pa v bistvu en konc, pa začetek nekaj novega. Ja, zdaj pa lahko ene malo. 22. junija vas vse lepo vabim, bo v bistvu prvi dan moravške košarke in otvoritev našega kluba. In v bistvu bo to bo na soboto, zadnji vikend pred dopusti, pred počitnicami, organiziramo dan moravške košarke. Pa v bistvu usporedno zraven še otvoritev našega kluba, ker nismo imeli prej časa, pa tudi vreme nam ni bil po pogodu. In ja, 22. junija vsi na igrišče vzadi za dvorano, bo dogajalo v bistvu planje od 10 pa do 5, teh par ur, v bistvu skoraj ne pol dneva, bo v bistvu košarka. Bojo otroci bojo igrali, starši bojo proti otrokom igrali. Zdaj imela sva v planu tudi, da narediva sprejem za Lovra Kosa, ker je osvojil pač prvo zmago v svetovnem pokalu, da ga v bistvu so krajani, da ga na tem mestu v bistvu tudi pozdravimo, mu pač čestitamo za vse te uspehe, ampak se je Lovro nam prav lepo opravičil, da pač bi z veseljem prišel, ampak 22. ne more, ker imajo priprave. Tako da mu na tem mestu želimo uspešno sezono, naslednjo. Bo še veliko šans, da se dobimo pa nazdravimo, da zmagam njegovim in našim. Tako. To je bil plan, zdaj pa tako je glavni gost, v bistvu nisem glavni gost, je naš prijatelj oziroma od Majota dober prijatelj Dončić, Saša, oče od Lukata, v bistvu tudi pride na to otvoritev. Pride tudi Rado Trifunović, trener Fenerbahčeja, bil pomočnik trenerja Fenerbahčeja, ki so se zdaj uvrstili na Final Four Eurolige. Pa veliko znanih obrazov bo tudi, zdajšnjih košarkašev, reprezentantov, smo v pogovorih, da pridejo pozdraviti malo naše otroke, kakšne podpise potalati. Tako da zastavljanje je super, no. Se pravim, bo tudi nekaj programov zraven, plesnih, mažoretke bojo. Boš ti še kaj povedal? To je to, ne? Za pit bo, za jest bo. Bo tudi tako, ne? Pač mi... Ne stresi, V glavnem, res sva ambiciozna. Ne, da bi se hvalil, ampak ja, lude glave, ambiciozna sva. Tlej mešanca mladost pa starost, ne? Modrosti. To sem hotel. Mladosti in naivnosti. V bistvu delava tudi neko, kako bi jaz temu rekel, bojo na voljo kape, šali, majice, hudi, v bistvu v barvah našega kluba z našim logom, ki bojo v bistvu lahko vsak krajan, kdorkoli bo pač na tem eventu 22. lahko to tudi kupil. 22.6. 22.6. vsi
na ta event. Vsi, res. Ja, Ja. Ne, te pa lahko še Zdaj malo upam povem. sam, da bo vreme. Vreme ne zdrži. Vreme bo. ja. Ne, vreme bo. absolutno, ja. To je tak en lušten dogodek, bo, no? Malo druženja, starši, ne, otroci. Dan odprtih vrat. Ja, Ja. tako. Košarkarske narave. Tako. Odlično. Pa da se tudi našim sponzorjem lahko malo zahvalimo na ta način. Ja. Donatorjem. Ja, tako. Tako da ja, pomagajo. Ja. Hvala. Super, se Ja, pravi. hvala Ja, vsem, ki ste do zdaj pomagali, pa ki vem, da še boste v bodoče pomagali. Se pravi, tudi brez njih je težko, no, težko je. Da v bistvu rabaš neko pomoč iz ozadja, govorim tudi finančno. Ja, seveda. Tako, samo po sebi. Ja, se pravi, tako da ja, hvala vsem, ki so pomagali in se hočemo tudi na tak način malo udolžiti. Vsem tem, ki so pomagali, pa vsem tem, ki imajo radi košarko, pa ki imajo pač ja, ki so v basketu. Jaz mislim, da smo odlično zapravili tole debato. Kva vi Meni se mislite? zdi, da A? ja. Je v redu. A ne? Mislim, jaz sem povedal, ti ker si sem. povedal. Ja, verjetno je še kaj, ampak. Težko bolj zaključiti, jaz mislim. Tako da neč, naslednjič prijeta, ko smo rekli, v uniformah. Ja. Mislim, v Dresih, dresih. Ja, ja. tako, Ja, tako. Pa mogoče še kakšnega gosta pripeljati. Pa mogoče že kakšnega gosta. Naj bo Smo to se skrivnost. Naj bo to skrivnost. Ej, hvala vam, Majo, še ti kaj Hvala. povedal? Adijo. Vse je že vse tale, ne? Ne, treba še povabiti otroke. Pač. Ja. Treba še. Ne, Kam? ja, naj še pride, daj, otroci, pridite v naš klub. Še Ne, plec. mi moramo Še, sam- ja, ni konc prijav, Ja, zdaj tudi če je konc sezone, Tako, ja. ni nikoli konc. Mi moramo sam tako naprej v rang delati. Ja. Zdaj ti štart je bil, Mhm. v bistvu je nekaj novega se je naredil, ne? Efekt, zdaj pa treba to držati. To Tako. konstanto še počasi dvigati, ne, kot sva rekla. Malo smo imeli tudi sreče, ki so naj podcenjevali na začetku. Ja. Mi To dva naj sva sam pa- še malo. Mi dva sva pa naredila projekt, pa Ja. Nisem čisto vedel, s kom imajo opravka. kar Mislim, zaurejeno. ja. Se pravi, zdaj pa to je to. No. Zdaj treba sam konstantno delati, kot je treba. Da začnemo tekmovati, da zmagamo tudi končno prvo tekmo. Ker te začetki, Ja, tako. ne, te začetki v ligi so res grozni. Se ne vem, Težki, ne. a sem tebe že vprašal, koliko s prvo tekmo igra. Raj se ne bi pohvalil s tem. A ja. Ampak bom povedal, ker ti še ne veš. Ja. Moja prva tekma Ja. v zgodovini moje košarkarske kariere je bila, se pravi, Ne, moraš drugače začeti. kako. Da si bil drugi strelec. A ja, Ja? da se pohvalim, bil sem Ja. drugi strelec moje ekipe, Ja. dal sem 1 točko. Ja. Prvi strelec je pa bil z 2 točkami. Se pravi, če zračunate, da smo vsi skupaj v celi tekmi 3 točke, nasprotnik je pa dal 107 točk. Ja. Ja, da si moraš predstavljati. Ja. No, ampak Kaj je jaz rekel, ma, grozen. Začetki znajo biti ampak grozni. se nisem dal. Ja. To me je sam Si še šel bolj. naprej. Šel sem Ja, naprej. ja. Ne, pač ja, to je bil začetek, v bistvu smo igrali proti eni ekipi, ne bom povedal. Ampak je dobra anekdota, vidiš? Zelo dobra. Ma V poanto. bistvu je zelo malo ljudi, ki so Ne zgubili smej za se 104 ustrašiti, točke. Ampak iti naprej. Ja, Saj valjda. mi Pa- imamo vsi take zgodbe. veš. Ja, sam ne povej na glas. Jaz pa pač povem. To bo naslednji. Ja, to je to. Ne, mi s Helijosom nismo poznali tega. Ja, Sem pa tudi s jaz ne. Kamnikom doživljal. Ja. Um, No, ampak to je treba tudi otrokom razložiti. Ja, ja, Da ja. ne bojo una začetna Pa tudi, pričakovanja, ne vem pa kaj. tudi, a veš, tudi starši morajo tudi malo razumeti. Ne, ni fajn biti preveč ambiciozen, ja. pa preveč pričakovati od otrok, ne, oziroma zahtevati. Ne. To je treba, pač temu je treba dati čas. V bistvu je razvoj, njegov razvoj, da se prek športa razvija Temelji, da se v zgradijo, človeka. Mhm. a ne. Pol, če pa komu uspe od teh 80, je pa to sam še nagrada za vse. Ne. Se pravi, bistvo pa je, da so v športu, da, če so pa v košarki, je pa še toliko boljše. Evo, the best. Ja. Super. Fanta, Ej, Srečno naprej. pa se vidimo. Akcija. Kaj kmalu. ja. 22.6. 22.6. Čau. Yes. Čau, čau. Čau, čau.